Ponedeljek je dan za Reporter. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Ja, tokrat snemamo res v prijetnem okolju Hrastniškega muzeja in v prav posebni učilnici. Simon, zdaj ti si Hrastničan, ne? Ne vem, a si kdaj sedel v takšni, pa se učil v takšni učilnici, kot je ta? Ja, v taki glih ne, v podobnih pa, no. Ni pa tukaj stara bila. Jaz sem letnik 73, tako da sem šel leta 80 v osnovno šolo, v Hrastnik. V šolo si šel ti, ne? Ja, Ker mi Zagorjani smo hodili v šolo, ne? Ja, mi pa v šolo. Ja, z nami je Simon Tanšek. Več boste potem v nadaljevanju izvedeli o njegovih uspehih, ampak greva še malce nazaj. V kakšni družini, kje si ti v Hrastniku odraščal? Jaz sem odraščal tukaj gor na Lozi. Na Lozi? Na Lozi. To je Lok? Loz, na Lozi smo rekli. Tudi tam čez cesto sem v šolo. Se pravi, če že v tem nadaljujemo, moj star oče me je navdušil za fotografijo, ker je bil pač amater fotograf in to sem nekako prevzel preko njega. Sicer je pa električar bil po izobrazbi? Ja, delal v rudniku? On je začel delati v rudniku, pa je neki na pljučih zbolel in pol zaradi bolezni ni mogel več na rudniku delati in se je izučil za radiomehanika. Njegova žena, se pravi moja babica Fanči, je bila pri Gverki kuharica, mati je bila tajnica, oče je bil pa električar. Je tudi v Iskri delal, tako kot kasneje pol star oče. Pa se veliko spomniš tistih časov, ko je dedek hodil naokrog s fotoaparatom. Zdaj, takrat se ni toliko slikalo, ne? Zdaj, ne vem, greš z mobitelom pa posnameš par tisoč slik, pa nobeno ne razviješ, ne? Takrat je bil pa, ne vem, film 24 pa 32, če se ne motim. Pa smo kar pazili, ne, kaj smo posneli. Čas je bilo, si dal noter ali 24 ali 36 posnetkov, ne. Govorimo za ta Leica format, pa so še drug format, ampak no, bomo šli v detajle. Ja, fotokrožek je vadil, star oče je vadil fotokrožek, not smo bili pač osnovnošolci in večina teh še zdaj tvorimo jedro Fotokluba Hrastnik, katerega član sem že odkar se spomnim v bistvu. Ma že dolgo brado ta fotoklub? Fotoklub, prejšnji teden smo imeli občni zbor in smo se spomnili, da smo ustanovljeni leta 1933, se pravi drugo leto bomo imeli 90-letnico. Je predsednik še vedno nekdanji hrastniški podžupan Žagar? Ja, Vinko Žagar je še kar predsednik. Ti imaš kakšno funkcijo? Jaz sem pa tajnik, ne, pa pravim, da sem naveličan že, pa da pustil, pa prav Vinko, smo pravo, ne. Če boš ti pustil, bom jaz tudi, ne, tako da ustrajamo. Pa si šel potem prek dedka, ne, tudi doma, je imel doma razvijalnico? Ja, imeli smo en cimer, eno sobo si priredil, čez dan je bil tak delovni kabinet, če smo dali pa gor neke kartone, da pač svetloba ni not prišla, ker če razvijamo negativ, če razvijamo fotografije, ne sme biti svetlobe. Je pa na pol ure trajalo, da je to ratala fototemnica v bistvu, iz delovnega kabineta, da je ratala fototemnica. In takrat se ni dal glih popravljati, ne?
fotografij. Čeprav jaz zdaj gledam kakšne stare fotografije, ne, ko so jih retuširali, neki so jih popravljali, ne, pa kaj dodajali. Ja, tako je, mislim, popravljali, pod počevalnikom si neka proba naredila, ne, koliko cajta si osvetlovo, lahko si izbiral papir, ali bo bolj mehek, bolj kontrasten ali malo kontrasten, ali nekako normalno kontrasten, se pravi mehek ali trd smo rekli. Bolj si osvetljiv, bolj je temna bila slika, manj si osvetljival, bolj je bila svetla v bistvu. Če si hodil pa kaj dodatno temniti ali svetliti, si pač z roko ali pa z enim kartonom senco naredil. Če si pa hodil v en področje bolj svetliti, si pa karton luknjo zrezal in skozi luknjo je šla svetloba, tem je bilo temneje okolje, je bilo pa svetlej. To je to. Če pa kakšen ravsek bil, si pa vzel čopič, pa barvo, pa si retuširal, ne. To se je reklo retuširanje potem. Ja, vse ta orodje so vse zdaj v Photoshopi, samo zdaj imamo miškico ali pa pinkalo to elektronsko, ali ko se reče. Včasih je to blaškarje, karton, palčka, čopič, barva, tako. Pa jaz, ko gledam zdaj nazaj, bolj kot ne so bile črno-bele fotografije, ne? Ja, večinoma. Včasih kakšna bolj rumenkasta, ne? Včasih pa res tista črno-bela, ne? Ja, mislim, ja. Je bilo to odvisno od papirja filma? Oboje, ne? Od oboje? Starati je že delo, je tudi barvne delo, ne? Ampak itak, črno-bela fotografija je veliko starika, pa barvana, ne? Ja, rumene pa fotografije predvsem zato ratajo, ker ni dober ustavljen proces, ni dober fiksiran, ni dosti spran in not ostanejo kemikalije še pol, ki z letoma rumenkaste ratujejo. Pa seveda tudi včasih še v prostorih kadil, pa vemo, pa je to rumen rata vse. Kaj pa te kemikalije, so bile to kaj nevarne za tiste, ki so več ur preživeli na dan? Ne. To pa ne. Ni bilo nič to nevarno. Jaz sem bil not skoraj vsak teden, sobota ali pa nedelja. Začela smo z detkom zjutraj ob 6, recimo, pa smo kle do južne, do enih, dveh smo bila fertik, ne. In kaj je pa sliko, ne vem, birme, obhajile, rojstnodnevne zabave? Pa ne, A je kar tako tudi? Kar tako, mislim, če mu je kje rekel 5 pritisniti, Waterk ima 10 let, ali Abrahama je šel, ne, tako. Drugače pa bolj tako za sebe, ne vem, kakšne drevesa, kakšne potoke, narave, ljudi, portrete. Ni tako bil, da bi obrtnik bil pa služil s tem, ne, je bolj za svojo dušo šel to delati. No, potem so prišli pa že tisti fotoaparati, ne, ko si počakal malo, pa je prišla slika, zlezla slika. Polaroid, to je že prej bilo, to. Jaz se spomnim najprej tistega, črno-belega, potem pa to, ne, to je bilo pa, ne, kar takoj. Je se pa zelo šparalo takrat, kaj boš slikal, ne, da ne boš prehitro porabil. Smo šli na morje in smo imeli za cel dopust en film, ne. Ja, največkrat. Ampak potem je bilo to razvito v albumu in imam še zdaj te albume. Zdaj je pa to, ne vem, na računalnikih sej niti ne pogledaš potem. Ja, zdaj je trend v tem, mislim, jaz pravim to, jaz sem srečen, da sem se analogno učil, da sem analogna generacija, ne. Se pravi, tudi če digitalno fotkam ali pa zdi tako večina, 95% snemamo digitalno, neč analogno, ampak jaz imam še vsem pristop, kot da bi delal analogno. Se pravi, se pripravim, ne glede na to je fotografija to ali pa filmska fotografija. Treba je priprave narediti, pogovor z sodelavci v primeru filma, pri fotografiji si sam, treba si ogledati princip procesa narediti in gremo, ne. To pa, da kar šklocaš, pa narediš, kot si rekel, na počitnicah 1000 fotografij, je pa nesmisel, ne. Ker itak tega pol ne gledamo, ne. Zato je pa fajn bilo čas, ker smo imeli ta film na 24 ali 36 posnetkov, pa smo imeli en ali pa dva film in smo naredili teh 36-72 posnetkov, z tega smo pa pol naredili 30-40 fotografij in dali en album. Tako, ja. To je normalno za percepcijo možganov, 1000 fotk pa itak ne. Ne gre. In seveda, ki so prišli recimo svojci na obisk, ne, si jim dal album, en album, je pogledal tistih 40 fotografij, zdaj
se pa spomnim, ne, dobro, se zdaj že niti ne, 10 let nazaj so ti dali pa na televizijo, pa na računalnik in si sedel tam ure in ure. Ne. Tudi če se ti ni dal, ne, si mogel hvaliti, klesta bila fajn, lepo, res fajn. In je to res trajalo. Tudi zato je bolje, da je manj fotografij. Tako da včasih pravijo, da od viška ne boli glava, ne, ampak zdaj pri fotografiji se mi pa zdi, da včasih od viška glava boli, ne, če imaš ti če si imel prej takrat 24, si pač zbral eno najboljšo, ne, zdaj iz 1000 fotografij zbrati eno najboljšo, pa se tudi mora kap, ne. Ja, jaz itak, če grem na dopust ali pa kam itak ne fotkam tako, da pokažem, kje sem bil, ampak kakšne drvo, kakšne sence, kakšne linije. Drugače pa jaz svetujem, da ne bomo tudi tako, ko pravimo, Japonci skozi fotkajo, ne, pa sploh ne vejo, kot so bili. Če kam greš, je fajn se usediti v miru, opazovati ljudi, kak kofe spiti ali pa pivo, karkoli, vinček, pa med ljudmi pa se pogovarjati, pa z očmi opazovati, ne. Pa iti v knjigarno, pa kupiti eno kvalitetno knjigo, kjer so fotografije tiste regije, recimo, ne. In je vse noter. In vse noter, pa veliko boljše, ko bomo pa mi naredili. Ja. In kakšen pa je bil učitelj, tvoj dedek? Ja, tu vem, da jaz sem fotkal, prvič sem samostojno fotkal v 1. razredu osnovne šole in to smo šli s kurirčkovo pošto gor proti Kali. Se pravi, jaz sem bil 7 let star, sem že samostojno fotkal, ne, praktika, vzhodno-nemški fotoaparat, na črno-bel negativ, 36 posnetkov, to smo že omenjala. To sem prvič fotografiral. Optika pa, ne vem, Zeiss? Ja, Karl Zeiss Leče so bili DDR Jena, ker ta fabrika iz Jene izhaja, pa se je selila. No, v glavnem, velikrat, vem, ko sem bil še mehen, 4-5 let, ko sem bil star, ali pa 6, recimo, smo na sprehode hodili, je fotkal, pa je pa rekel, da še ti fotki, pa ti, da bom imel glavo noter, ne, se pravi, in noge in glavo, da nisem skomponiral tako, da je bilo brez glave, pa sem se včasih hecal, rekel, je bila glava noč, sem rekel, ne, sem se hecal, itak, ne, bila je. A tega zlati res, pa to te je pa... Ja, itak, vse to smo, to sem bil 5-6 let star. Pa, ko smo po osnovno šolo začeli hoditi, smo imeli pa fotokrožek, ne, dvakrat na teden, tam pa itak bila ena skupina 6-8 ne študentov, ne, otrok, slušateljev in smo pač šli malo bolj sistematsko te zadeve, ne. V glavnem, to ti je zlezlo pod kožo, ne. In potem po osnovni šoli je bilo normalno, da se boš odločil v to smer, kako, najprej gimnazija, ne? Ja, jaz sem hodil v gimnazijo, to naravoslovno-matematična, se je takrat rekli, v Trbovlje. Trbovlje. Trbovlje, pol zadnji let pa pošel. Čeprav Hrastničani, ne, niso ravno vsi v Trbovlje, so tudi Celje je tu zelo nekako... Jaz sem zadnji let pa pošel v Celje pol hodil. Zakaj to? Malo, da razširim okolje, pa tako. Malo sem se tudi naveličil profesorjev, pa to, pa šel v Celje, pa ni bilo nikoli žal. Itak hotel sem študirati klasično fotografijo, se pravi, ne filmsko fotografijo. Se je to dalo? Dalo se je študirati v bivši Jugoslaviji, je bilo v Zagrebu in v Beogradu. V Ljubljani pa ne, v Sloveniji. V Ljubljani ni bilo, sem hotel, no takole, stvar je v tem, jaz sem hotel študirati klasično fotografijo, ampak sem rekel, grem v tujino študirati. In sem se zanimal, ne vem, za Pariz, London, New York, bla, 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 za ta večja mesta in nisem mogel nikjer dobiti štipendije. Sem pisal vsem tem velikim firmam, pa vsem, ni bilo, ne vem. Še zdaj imam, mislim, spravljene prošnje, podgovore. 50 sem pisal. Na pisalni stroj napisane? Pisalni stroj še bilo, računalnik še ni bilo, pisalni stroj. No, in sem vse dobil negativno odgovore, pa se je pa pokazala možnost, da bi dobil štipendijo z RTV Slovenija. Sem rekel, dobro, če bom se naučil filmsko fotografijo, bom znal klasično fotografijo tudi. Mogoče za gledalce, klasična fotografija, filmska fotografija. Ja, klasična fotografija, stil fotografi, ne, tako kot pravijo Angleži, stil se pravi primer, ne. To je en okvirček. Ena slika, en moment,
v času. Ne. Filmska fotografija, pa itak filme gledamo in vidimo, da to ni samo ena slikica, ampak je več slikic, v bistvu 24 ali 25 slikic na sekundo, odvisno koliko je star film. Če bi jih bilo do 12, bi videli, ne? Ja, če bi 12 so se včasih delale risanke ali pa 8, ne? Ker je manj, ker naše oko ima to percepcijo, da si v narekovajih zapomne, ne? In če zdaj bi bile 4, 5, 6 slikic na sekundo, bi videli, da se to menja, ne? Če je pa več slikic, mislim, da od 12 naprej, pa že ne zaznava te razlike, no? No, pri filmu je pa ta razlika, da to ni ena fotka, ampak je več fotografij skup, ne? Se pravi, je drug princip razmišljanja, ne? Vemo, da če mi enega fotkamo v kleti ali pa na soncu, s klasično fotografijo, je v temi v kleti ali pa na soncu zunaj, ne? Se da to, ni tehničnega problema nobenega. Če pa to v filmu delamo, ne, je pa v kleti zelo manj svetlobe, ko gremo pa na dvorišče pred hišo, je pa sonce, je pa veliko svetlobe, ne? In to moramo nekako kompozirati, ker to, ki je tema, moramo dosvetljevati, ne? Da se sploh kaj vidi, tem, ki je pa preveč sonce, ga pa moramo odvzeti, da noto dinamični razpon materijala pridemo, ne? Ali pa senzorja, ne? Obstajajo že kamere, pa te bolj preproste za avtomatiko, ne? Ja, no, hotel bi povedati da pri filmski fotografiji, se pravi pri kamerah teh, ki se resne stvari delajo, ne to, ko imajo ljudje za na morje pa za poroke snemati, ni nič avtomatike, ne? Ni nič, vse ročno. Vse ročno, se pravi, tudi zaslonka naj bi bila konstantna in v kleti in zunaj, ne? Ker če spreminjamo zaslonko, se nam potem spreminja globinska ostrina in še nekateri parametri, pa tudi vice, ne? Tudi ostrina ni avtomatska, tako kot je na fotoaparatih pa pri teh bolj uporabljenih množičnih kamerah, ne? Se pravi, je prav poseben poklic, ostrilec, se pravi človek, ki je zraven kamero, pa samo ostrino rihta. Ali na 2 metrih, ali na 3, ali na 15, ker mi vemo, kaj mora biti ostro, kamera pa ne ve, ne? V glavnem, cela znanost, ne? No in kako je bilo potem šolanje? No, šolanje, bila je možnost, da dobim štipendijo na RTV Slovenija. In pa sem rekel, ja sej, če pa bom znal filmsko fotografijo o gibanju, pa bom znal tudi to klasično, ne? In pa sem se odločil, da grem študirati filmsko fotografijo, se pravi kamero. Potem pa se je ta naša balkanska vojna pojavila, leta 1992, se pravi, v edini šoli v bivši Jugoslaviji so bili Zagreb ali Beograd, to je pa zaradi tega konflikta odpadlo, pa sem pa iskal šolo, toliko sem se prej že zanimal za klasično fotografijo, Anglija, Amerika, Francija, to je bilo predrago. Pa sem pa nekako prišel na to, da bi v neki slovanski državi to študiral in bil je na Poljskem zelo znana šola z kamero, je bil Lodž, v Pragi pa v Pragi, no, v takratni češko-slovaški. Jaz sem se prijavil kot Jugoslovan v Čeho-Slovaško, šel sem pa delati sprejemne kot Slovenec v Češko republiko. Tako kot je šla Jugoslavija na razen, sta šli tudi Češka in Slovaška na 2 državi. Ampak kaj pa jezik, ne? Ja, tako je. Vse je slovanski, ne? Ja, mi smo imeli, za sprejemne izpite smo imeli lahko prevajalca, ki je pač mogel neko izjavo podpisati, da nima nič z umetnostjo in da pač ne bo nič pomagal, ne? Tudi ni mogel nič pomagati, ker to je bil prevajalec, jaz pa 10 profesorjev, ne? Tudi če bi kaj pomagal, bi se takoj videl. To je bilo konec januarja, no in so bili sprejemci, se pravi, ne vem, kje 20. so bili, pol 26. sem zvedel, da sem sprejemce naredil, to sem si zapomnil, ker je dedek, ki mi je za to navdušil, glih rojstni dan takrat imel. Je bil še živ? Ja, seveda. Je še živ? Ne, 2002 je umrl.
20 let nazaj. Babica še, ne? Babica je pa še v domu, bila 4 leta, ja. Tako, da sem si datum zapomnil, no. Pa sem pa pol leta cajt, da sem se učil češko. In? Ja, v redu, šel sem v Ljubljano, Delavska univerza Boris Kidrič je bila takrat, na Miklošičevi, zdaj neki izobraževalni center Miklošičeva. Imeli smo tolo češčino 2-krat na teden po 2 uri, začel sem z unimi slikanicami. Mimo grede, ne? Ja. Tudi jugoslovanski jeziki so si zelo različni, podobni pa različni. Slovenščina, hrvaščina, srbščina, hrvaščina, tudi pravijo razlika, ne? Dobro, seveda je. Kaj pa češčina, slovaščina, slovenski je, kako rečejo oni? Ja, jaz tako pravim, ne, če znaš 3 slovanske jezike, znaš vse, ne. Jaz znam seveda slovensko, po šoli smo imeli srbo-hrvatski, ne, oziroma hrvatsko-srbski, ali kako, ne. To dvoje sem znal, pa sem še malo češčino učil. Pa verjetno si takrat bral tudi športske novosti, ne? Sportske, ne, to nisem pa nikoli bral. Včas poročeti, ampak bolj ne. Revije. To pa ja, pa filme smo gledali, pa tako, ja. No, v glavnem, kaj smo? To si se naučil potem češčino. Ja, češčino sem se naučil in pol, če znaš srbo-hrvatski, pa če znaš slovensko, pa češko, pa zastopiš vse slovanske jezike. Jaz Poljake, ki motr razumem, kaj govorijo. Čeprav se mi zdi poljski najbolj, ne? Bolgarski tudi se kar da razumeti, dobro, pa zdaj poslušamo Ukrajino. Ja, to vse razumem, recimo, ker če je ena beseda, jo trofiš, ne, recimo imel sem primere na 10 let nazaj, sem ene reklamo v Kazahstanu delal in je pa tem je tako, da so te firme deljene na ruske ali pa azijske, ne, ker je veliko Azijcev. In tudi Rusi rusko govorijo, Azijci pa govorijo kazahstansko in to pa sploh ni slovanski jezik, to je čist nekaj drugega. In sem v letu not, firma me je poklicala, če bi z njimi delal. En je znal malo anglešk, tak mi je klical, pa sem šel dol. In sem noter naletel na firmo, ki so samo Azijati bili, in ben je znal anglešk. So pa vsi znali in kazahstansko in rusko, ne. Jaz sem pa malo po slovensko, malo po srbsko, hrvatski, malo pa po češko, pa smo se vse zmenili, ne. Sam sem pa tako glavo vsak večer. Ja, verjamem, da. Ker moraš razmišljati v 3-4 jezikih. Kakšno je bilo pa samo življenje v času študija v Pragi? Zdaj si imel, je to bilo mednarodni razred, ali si bil bolj med Čehi? Mi smo bili, takrat je bil na oddelku, ki se še zdaj mislim, FAMU for Foreigners, se pravi 3F, FFF, FAMU for Foreigners, FAMU za tujce. Tja so hodili iz celega sveta in so imeli predavanje v angleščini. Tam so bili, ne vem, Američani, Italijani, Švedi, vse. Pa šolnina je bila na 3-4 dražji, kot pa naša. Tam, ko sem pa izhodil, je bilo pa v češčini. Začeli smo pa letnik 3 Čehi, jaz Slovenc, en iz Litvije in pa en iz Avstrije. Tako da smo bili mednarodno. To si končali potem? Ja, ne 2 sta kao ponavljala, pa smo 2 nova dobili, ampak ja. Ko bi rekel, tad smo največ skupaj bili, 4 smo začeli in končali, 2 sta pa ponavljala, pa smo 2 nova druga dobili. Razlika ta v standardu je bila pa takrat še precej različna, ne, drugačna, ne? Ja. Češka pa Slovenija na eni strani, pa Jugoslavija takrat, ne, je bila razlika, ne? Absolutno je bila razlika. Zdaj moram povedati, da na tem filmskem področju so nas šišali vedno, ne? So nas šišali, ja. Ja, zdaj, kar se tiče filmske zgodovine, pa filmskega izražanja, tehničnih zadev so pred nami, ker imajo pač večjo tradicijo, pa imajo tudi velike filmske studije Barrandov, ne? Tako da tukaj so bili daleč pred nami, pač ni pa zdaj nekaj tega bilo standarda ali luksuza, kot bi rekli, ne. Tudi mogli so 4 leta, enkrat na 4 leta so lahko šli v tujino na morje, ne. Rabili so posebno dovoljenje v pasoš, da dobijo so lahko šli. Pa tudi jaz, ko sem začel gor študirati, je bilo tako, recimo, zdaj so malo isti cajti bili, zdaj je korona bila ali pa še je, kakorkoli obrnemo. Ker recimo Štrcuna
je imela 15 nakupovalnih vrečk, mislim teh košaric. Ne? In ki je en ven prišel, ti je dal košarico, pa si šel noter. Ja. Ne? Tako da kakšen je bil pa razlog? Ja, da ni preveč ljudi bilo noter, da ne bi kjerke ukradil, da ne bi bila gužva. Ne? Pač tudi, ko so Rusi bili gor, ki je bila Češko-Slovaška okupirana, so jih pač tako, ne? V vrsto pa čakati. Ruski sistem. Ja, pralne stroje so dobili, ne vem, enkrat na mesec, ne? Pa so rekli, jutri bojo pa pralni stroji. In so šli zvečer že v vrsto moški in zjutraj so pralne stroje dobili. Ne? Tu mi je pravo, recimo, mi smo gor garsonjerov najemu, v eni bajt, pa lesnik pa lesnica sta gor v prvem štuki bila, jaz smo garsonjerov pritličil in mi je pravo, ki je šel po pralni stroj, zjutraj ni bilo več pralnih strojev, ki je prišel na vrsto, celo noč je čakal, ne? So imeli pa mopede, ne? In pa je moped si kupil. In jaz sem prišel z mopedom domov, ga je pa žena kregala. Ne? Ja, vsaka ženska si je pa takrat želela pralni stroj, na roke prati, ne? Ja. Ampak, no, mogoče malce preskočiva, se mi zdi, da se je to zelo izravnalo, ali pa nas na kakšnem področju kar prehitevajo, ne? Tudi v razvoju, tudi Čehi, ne? Če smo rekli včasih, ne, da so kar bili precej za nami, ne. Takrat v času osamosvojitve. No, sej kultura, znanost, umetnost, tehnologija, to so vedno imeli, ne. Na višku, ne, ja. Tudi vemo, da ima zelo močno tolo železarsko industrijo, jeklo, so izumitelji, optika recimo, ne. Recimo leča za oči, je Čeh izumitelj, ne. Pa tudi optika, tele puške, ki jih imajo biatlonci na puških, optika, to je Meopta, to je svetovna špica, ne. Pa recimo svetlomiri za odbojno svetlobo je češki izum, recimo, ne. Poglejmo Škodo in take stvari, tako da ja. Ni pa onga bilo, ni bilo tujih firm, ne, ki sem jih začel, ni bilo Adidasa, ni bilo Nikea, ni bilo onga, ampak so pač imeli neke svoje firme, ampak to se je pa... Pa tudi po standardi, ne, pa potem so se nekako ujeli, ne. Počas popravilo vse. Tako, ja. No, po študiju si prišel potem na RTV, kako? Ja, jaz, ko sem končal študij, sem mogel pač vsako leto dati poročilo, ne, pa ti sem skopirati tale pač ocene tistega semestra, letnika, no in pol sem jaz to končal 5. letnik, dobil diplomo in sem to oddal in sem kje v kadrovsko službo nesel, pa je on že kaj rekel, Franci, tukaj imamo enega štipendista, lek drug teden začne, ja, bo prišel, čau, taf. In sem ko čakajte malo, ne. Lahko mi zmenimo, ne. Pa smo se zmenili tako, da sem pač vračal štipendijo, ne. Aha, da se nisi zaposlil. Ja, ker čem sem mogel zaposliti, jaz sem pa takrat že nekaj nadaljevanko sem že snimal gor, pa nekaj... Na Češkem? Na Češkem, pa neke reklame sem že delal, se pravi, nisem več od te štipendije bil odvisen, ampak sem že malo služil, tako da sem pol, tisk sem zaslužil, sem pol za unih 5 let štipendije vračal, ne. Aha. Kako je šla pa to, potem naprej tvoja poklicna pot? Kdaj smo te potem začeli srečavati v slovenskih filmih? Moj prvi slovenski film je bil v Leru, to je bilo leto 98 ali 99. Cvitkovič, ne? Jan Cvitkovič je igral, pa scenarij napisal skupaj z režiserjem Janezom Burgerjem. Tako. Režiser Janez Burger, vsi ga kličemo Miki, ne? Jaz sem takrat bil 3. letnik faksa oziroma 4., on je pa že glih končal, ne. In smo se gor spoznali in smo v Sloveniji 99 ga naredila, oziroma 98 ga smo naredila v Leru. Potem je pa... To je bila kar filmska uspešnica. Ja, tudi tako na evropskem nivoju, zelo veliko nagrad na festivalih. In kaj si bil ti pri filmu? Direktor fotografije sem že bil. Zdaj pa to, direktor fotografije. Zdaj laična javnost, ne, si reče, nekdo, ki kader posname s fotoaparatom, ne, pa ni tako, ne. Praktično ti kot direktor fotografije odločaš, ne, ali se bo tu snemal posamezen kader, ali se bo zunaj,
ali takrat, ki je sonce, ki je tema? Ja, v glavnem, tako ki je režiser odgovoren za vodenje igralcev nekako, ne? Tako sem jaz recimo odgovoren za vizualno delo, za vizualno izražanje filma recimo, ne? Seveda vse skupaj v sodelovanju z režiserjem, ne? Se pravi, kakšen bo objektiv, ali bo kamera primer na stativu, ali bo kamera iz roke, ali se bo kamera na vožnji bila, ali bo na dvigalu, na kranu, ali bo na kakem takem, da bomo lahko hodili s kamero, pa se ne bo tresla. Ali bo širokokotni objektiv, ali bo teleobjektiv, ali bo normalni objektiv, ali bo to črno-belo, ali bo barvano, ali bo nekje vmes, pa lahko se tudi pogovarjamo o kostumih, ali bojo rdečkaste, ali barvane, ali črne. O teh zadevah, ne, pa kakva bo atmosfera, ne. Recimo, vemo tudi, če snemamo nekje na travniku zjutraj ob 7, je drugače, pa ob 12, pa ob 3 popoldne. Se pravi, neko svetlobno atmosfero lovimo, ne. Se pravi, vse, kar je vizualnega, no. In zdaj, jaz se spomnim, ne vem, prvih teh nadaljevank, Urgenca mi nekako pride v glavo, takrat, ki je prišla ta stil snemanja, ne, vse hitri gibi, hitri kamere. Jaz sem včasih od začetka bil kar malce utrujen, ne, ko sem to gledal, ne, jaz sem bolj pristaš tistih klasičnih, ne, počasnih premikov, mogoče malce dolgočasno. Kaj pa je tebi bolj tako? Je to odvisno od vsebine, scenarija? Vizualna stran filma mora podpirati vsebino, ne. Nisem, da bi rekel, pristaš nekih, tako, ki si ti razlagal, da je vse stresen, pa hitri kadri pa to. Mogoče, ker sem drugače vzgojen, ne. Zdaj bom pač drug let. Klasik, kako? Ja, seveda, jaz sem v šolo začel 92, 93 hoditi, ne. In mi smo te klasične zadeve gledali. Jaz sem videl 4-5 filmov na teden v kinu, ne. Na faksu, pa izven faksa, ne. Tako da sem bil drugače vzgojen, pa tudi drug let bom 50 let star, pa mogoče mi ni več to tok, no. Ampak če je pa treba, pa tudi kaj tazga posnamemo. Zdaj je res veliko teh kamer, ne vem, včasih se mi zdi, da je stvar kao, ne, poenostavljena, da se kamera giblja, nekdo teče, ne, ampak res je včasih to malce naporno. Zdaj ne vem, kako to mladi gledajo, ne, 20-letni gledalci, ne. Ja, verjetno je pa to za njih akcija. Čeprav, ne, že kar močno dvomim, da so sposobni 2 ure sedeti pred televizijo pa celotni film pogledati, ne. Ja, saj to je pri mladih je to, ta zbranost, ta koncentracija. Tudi pri branju, ne. Tudi pri branju, no. To ne vem, ker se ne pogovarjam toliko z njimi o branju, o filmih pa se, ne. Ampak pri branju, ne, ta hitri premiki, skok reklam, ko bereš nekaj na spletu, je nekaj čisto drugega, ne, kot če knjigo, ne, ni reklam. Ja, absolutno. Sam nekako odločaš, ne, tam te pa prekine, ne. Pa tudi vse se hitro dogaja, veliki naslovi, ne. Ja, pa poglobice v neki pa preštudira, to je največji problem, ne. Ne glede na to, je knjiga ali film ali fotografija. No, ti si prejel kot direktor fotografije kar nekaj teh nagrad, ne? Vesna, ne? To je najvišja, ne, slovenska nagrada. Ponovadi to delijo v Portorožu, auditoriju, ne? Ja, ponovadi to v Portoroži, včas pa je še kje druge, no, odvisen. In eno se spomnim, ne, Srečen za umret, ne, zasavsko delo, ne, na nek način. Ja, mislim, da imam 3 ali 4 vesne, ena je Srečen za umret. To je skupaj z... To smo z Matevžem Luzerjem delala, ki je Zagorjan, smo skup delali. To je v bistvu njegov prvi celovečerni film. Prej smo pa delali skup 2 njegova študentska. Tudi tistega, ki bika vozijo, je krava skozi Zagorje, ne? Ne, ti si Matjaž Kirn, tudi Zagorjan delal. Ti si Matjaž Kirn delal. Kavaca, mislim, da je bil tudi. Kavaca je igral, jaz sem pa pol delal z Matevžem Luzerjem, njegov študentski film Prezgodaj 2 metra spodaj. In ki igrata tudi Kavaca, se pravi Boris Kavaca in pa Jožef Škof. On kar rad pomaga, ne? Bi si mislil, ne, vrhunski igralec, ne, na kaj se bom jaz tam študenti ukvarjal, ne?
Pa smo delali pa še z Matevžem Luzerjem njegov film Vučko, ki je bil pa nominiran za študentskega Oskarja. Mislim, ni bil nominiran, prišel v finale. Tako, ko se zbirajo Oskarji za ta odrasla, mislim, za resne filme, tako obstajajo tudi Oskarji za študentske filme. In to prav vem, ker mi je Matevž klical, rekel, ne moreš verjeti, dobil sem pošto, Tom Hanks je podpisan, vabljen sem nominacije v LA za študentsko Oskarje. Mimo grede, Tom Hanks pa tudi prepoznavnih filmskih obrazov, skoraj da ni slabega filma, kjer je on. No, tako da to je bil, Matevž je bil, je šel pa tja. Si pa tudi pri tem, ki ga je vmes malce korona ustavila, Pred korono vem, da je bil promet v Zagorju malce ustavljen, zjutraj so nekaj morali tisti bloki tam vžigati luči, potem se pa postprodukcija se je ustavila, tudi denarne zadeve, nova vlada in tako naprej. Tako, zdaj mi smo... Orkester? Orkester, to je film Orkester, ki zdaj, tukaj cajta smo mi to začeli delati, da bom od tega konca začel. Zdaj je bil film, prejšnji mesec je bil v Beogradu na festivalu, decembra lansko leto je bil je to bilo januarja? Januar je bil v Trstu, na Alpa Adria festivalu. Zdaj bo po letnih kinah bo polet šel, pa bo pa malo bolj mrzlo, bo šel pa v kina. Takrat ga bomo šeli videli. Mi smo pa to začeli delati, zelo šlo počas. Prvič so člani in članice pihalnega orkestra Sveja, Zagorje ob Savi, in vemo, to je 50-60 ljudi, to je zgodba o njih, to je 50-60 ljudi in oni pač imajo službe, imajo šole, imajo vse in smo lahko to samo sobote, nedelje delali. Vmes, ker ni bilo med vikendom, smo z igralci snemali, pa smo pa kakšne sobote, nedelje mogli tudi z njimi posnet, ker so in pleheri in igralci. Pol recimo, to se je vlekl, pol... Je pa še korona udarila, Pa je še korona udarila, mi smo k sreči to posneli. Posneto, ja. Posnet smo, ampak postprodukcije ni bilo. Potem je pa denarja zmanjkalo, Ja, pa tudi uradno se pleheri niso smeli združevati, ker smo mi mogli še zvok obdelovati, pa niso mogli še nekaj zašpilati. Pa zgodilo se je to, da je nekako se ustavilo izplačevanje že pač filmskim ustvarjalcem, se je nekako izplačevanje ustavilo tudi za te stvari, ki smo jih že naredili. Te filmski ustvarjalci, to je pa zelo širok pojem, To so tudi tisti, ki tam skrbijo, da je kakšna kavica za malico, pa tako, vse. Ne samo igralci, Ne, ustavljeno je bilo izplačevanje producentov, seveda producent pa da denar in meni, in igralcu, in onem, ki ima luči čez, in šoferju, in onem, ki sendvič prinese, in onem, ko zbel steno, in onem, ki zašije specialno jopco in tako naprej. Se pravi, to je zelo... Zdaj pa, če nekdo živi od tega, je pa to mala katastrofa. In je bilo takrat, in takrat se spomnim, Matevž Luzar je kar parkrat stopil pred kamero in kar ostro nastopil, ker je bilo, vse na koncu se je potem nekako uredilo. Izplačan smo dobili 31. decembra popoldne, tako da. Če pa takrat ne bi izplačali, bi šel pa denar namenjen za filme, bi šel nazaj v proračun državni, pa bi ga za kaj drugega uporabljali. Tako da takrat smo skupaj stopili, naredila se filmska iniciativa, tudi en tak filmček smo posneli, kjer smo izjavljali, to pa to smo posneli, nismo še dobili plačan. Tudi jaz sem bil med njimi, recimo. Pa težki časi, Ja, jaz sreč sem na akademiji zaposlen, pa je šlo malo lažje, samo da pa ne bi bil, pač nimaš dohodka en let nobenega, za to, ki si že naredil. Potem se pa lahko, potem se je še zmontiral do konca, film? Ja, do konca se je zmontiral. To je še veliko dela, Absolutno. Pa, mislim, se to me vedno zanimalo, Sej, tudi sam sem bil pri kakšni montaži, dobro, pri kakšnih oddajah, pri reportažah, pa vedno pa se rečeš, ker ni ponovljivo,
Tega pa nisem posnel, ne. To mi je pa sfalilo. Čeprav to je drugače, ne. Pri filmu je zgodba napisana, ne. Ampak že vseeno, se še kaj pofakiži, ne. Jaz sem tudi imel zadeve, ki sem imel v pogodbi noter, da pa po prvi montaži, po prvi roki montaže, če lahko tako rečemo, da imamo še 3 ali 4 snemalne dneve, ne. Aha, da se je lahko. Jaz sem imel to v pogodbi recimo Od groba do groba z Janom Cvitkovičem, sem bil noter. Pa mislim, da sem tudi imel pri Ruševinah z Burgerjem, ki smo delali 2003-2004, da sem imel noter. Tako da nekateri to dajo noter. Je pa vprašanje, če lahko to... Vestno si dobil tudi za Ruševine, ne? Ja, tudi za Ruševine sem dobil vestno, ja. Vprašanje, ne, ker igralci se po pol leta, po enem letu spremenijo, en sti brado zaradi tega, ko v gledališče igrali, pa en se obrije, en shujša, en se zaradi. Kak drvo, ki je zraste, ne, mislim. Ja, itak. Kako hišo podrejo, ne? Tako, so spremembe, ne. Ja. Včasih je to mogoče, včasih pa ni, ne. No, pri orkestri tega nismo imeli, no. Se je, da je bilo... Je bilo, ja. Tako, kot treba. Mimo grede, koliko je dolg film? 110 minut. Aha, skoraj 2 uri, ne? Ja. In odziv publike doslej? Tudi kaj nagrad že požel? Ne, nagrad ni nikoli dobil, do zdaj. Jih še ni dobil. Odziv publike pa zelo fajn. Saj to, jaz sem bil na par projekcijah, tudi v Zagorju smo naredili za Pleherje, ne, projekcijo. In so bili zadovoljni? Ja, itak, vsake sebe gleda je malo krči, ne, pa je to, ampak na koncu se sprostili, so super rekli. Bil sem v Trstu, ko smo to gledali, je odlično. Pa tudi kolegi iz Srbije, ki je bil v Beogradu prejšnji mesec na festivalu, so mi pisali, da je super film in tako naprej. Zdaj, samo igralci, zdaj je to profesionalni, velikokrat pa je v teh filmih tudi naturščiki, se jim reče, ne? Je bilo tudi tukaj pri orkestru, dobro, če ne štejemo Pleherje, ne? Ja, absolutno. Pa kako to potekajo audicije, si ti tudi ti pri teh audicijah, kaj to je pa režiser? To je odvisen, jaz lahko grem na audicijo, če hočem, če nočem, mi ni treba, klej nisem se nič vtikal. Smo pa z Matevžem fotke gledala, pa na par vajah sem bil pa to, ne. Recimo Pleherji so se mogli naučiti, ker ni to sam, da greš pilat, tu nimajo ta figurativni nastop, ne, se pravi naredijo vetrnico in se vrtijo in križišče naredijo in cik-cak hodijo in tako da so se tudi to v športni dvorani v Zagorju učili, ne. Špago so dali vmes, pa tako lajšto dolgo, da so se lepo vrteli, pa tako da je bilo zanimivo. Je pa tako, itak orkester je glavnina, ne, potem 2 od njihovih članov ali pa 3 imajo malo večjo vlogo, ne, pa so pa še zraven profesionalni igralci, ne. In glih to je bil za režiserja ta izziv skombinirati profesionalnega igralca pa naturščike, ne. Kakšna pa je ponavadi štimunga med profesionalnimi pa med, to je odvisno od človeka, ne? Ja, od človeka pa od dirigenta, dirigent je pa režiser, ne. Mislim, tukaj smo se super imeli, ne. Kako pa ta sodelovanje med dirigentom, režiserjem, pa na eni strani scenaristom, dobro, včasih je to tudi podobna, ista oseba lahko, ne, pa med direktorjem filma, fotografija, no? Ja, to je tako, ne, recimo jaz dobim scenarij, ga preberem, pa grem pa z režiserjem na kofe, na pivo, govorimo. A niti nujno, da sprejmeš, ne? Ni nujno, ne, zakaj? Ni nujno. Ti je bilo že zdaj žal, da kakšen film nisi sprejel? Ma ne, sej ponavadi tist pokličejo, ko vejo, kakšen si človek, ne. Tako da je že kar velik variant, ne bo ti zdaj en čist XY ponudil, ne. Ti ponudi en, ki že pozna, kaj si delal, pa kakšen si človek. Ene 2, 3 sem zavrnil filme, no. Pa si ti tudi za kamero kdaj? Ja, sem, če je to ni ekstremno zahtevno, sem tudi za kamero, se pravi fizično sem operater kamere, ne. Če je pa to zahtevno ali pa kire scene, ki so zahtevne, pa nisem, no. Kaj je to zahtevno? Kaj je to zahtevno, če se snema z roke, recimo, ne, če je kamera na steadicamu, to je taki obč, pa taka roka, ki se da gor kamera, ti si moraš znati s tem delati, ne. Pa tudi jaz se lažje skoncentriram na svetlobo, na kadre, če nisem obremenjen s tem, da bom snemal iz roke, če ni to
zelo zahteven, ker pa si na več frontah in to ne gre pa. Ne. Prej sem ti omenil, mislim, da Jova Ivanoviča, ki nas je pred leti učil neke abecede in veliko, kaj ti je dejal, ne more kamera zdaj tako snemati, potem pa v drugem trenutku pa iz tega, ker so ljudje potem zmedeni. Kje pa sta zdaj? Se še tega se drži v tej filmski industriji? Ja, vse. Da ne greš prek črte snemanja. Os snemanje je to. Ja, zdaj to, si rekel, zdaj je to malo bolj z roke, pa malo bolj z rukami, zdaj včasih tudi grejo čez os. A ti to opaziš, take stvari? Jaz opazim, seveda, sej opazim, seveda. Pa mi malo čudno, ampak pa vidim, zakaj recimo. Zakaj je tako, ne? Ja. Tako da v glavnem komunikacija je to, Orkester smo z Matevžem pol leta pripravljali, recimo, ne vsak dan, ampak 3-4 na teden, pa včasih smo bila 3 ure skupaj, včasih pa 12 na dan. Odvisno, včasih ti zalaufal, včasih ti ne zalaufal. Pa se mi zdi, da je pri vsem tem najtežje tisto, a bo prišel denar, ne bo prišel denar, mislim. Se mi zdi, da je to najbolj tisto, ali pa sploh priti, da je projekt nekako sprijet, saj sam ga ne moš posneti. Itak, da ne. Ponovati je tako, ko se film začne delati, to je razpis Slovenski filmski center, producent da nek budžet naredi, predračune in pa dobi nekaj denarja za pripravo. In pa, če je to normalno, dobiš zdaj približno govorim četrtino čez 2 meseca, četrtino čez pol leta, četrtino, ki je film fertik. To je nekako normalni tok financiranja v Sloveniji filmov. No, pri nas je pa glih to ustavilo. Mi smo pa prvi del dobili, pa nas je ustavilo. No, ti si bil tudi, pa mislim, da kot direktor si sodeloval tudi pri eni uspešnici, gremo mi po svoje, a to pri Dunem drugem delu? Pri obeh, prvem in drugem delu. Vem, da se je snemal tudi pri Jezeru Jasna. Prvi del, ja. Ja, enkrat sem bil glih tam. Aha, prvi del se je pri Jasnu snemal, ja. Seveda to pade v oči. Mimo grede, kako je delati z Zrnecom? Zdaj, on je tako popularen, da mislim, se samo že pojavi, pa se ljudje kar smijo. Ja, pa ne, on je čistko, ko se ne snema, je čist normalen človek, mislim, tako kot mi vsi. Tih, skromen, ki je pa vloga. Ki je pa kamera žgana, Ja, je pač v vlogi, pa to, kar je. Imamo dobre igralce, Absolutno. Čeprav jaz počasih rad pogledam tudi te stare, Danilo Bata Stojković, stare te jugoslovanske filme, oni imajo pa prav poseben humor, ki mi je nekako blizu. Kako pa je z njimi recimo snemati, z jugoslovanskimi režiserji? Ja, zdaj recimo jaz sem z te generacije, ki si prej omenil, recimo jaz sem delal v Sloveniji z Mileno Zupančicem recimo delal. Ki si jo potem pozabili, Tu Luzer je pol nekako spet. Ja, v filmu Srečen za umret od Matevža Luzerja. Pa recimo z Živo Banom sem delal, z Vladom Novakom sem delal. Tako da sem kle kar delal nekaj, sem pa recimo z Stefanom Arsenijevičem sem delal film Ljubav i ostali zločini, srpski film, ki je bila Slovenija koprodukcija, sem pa recimo z Mileno Dravić delal, Poezija. Poezija. Tako da ja. Žena Dragana Nikolića. Žena Dragana Nikolića. Ona je bila, ne to povem, zjutraj zmer, nas je en šofer fural na set in nekako Milena je na 2-3 ulice tam zraven mene bila, tako da se je najprej mene pobral, pa še enega sodelavca in pol njo. In smo šli pa s tem avtom, pač tja na lokacijo. In ona je vsak jutr neki šoferju neko nalogo dala, Rekla, zdaj pa tole prosim mi v čistilnico neste, ali pa klele imate papir, tole mi prosim iz Štrcune preneste zvečer, ko pridete po mene. Je seveda je, Dama. Dama, itak igralka. Pa je bilo pa neki, mi smo v tem eni kafani snemali, ona tam poje non-stop Besa na mučo, to pesem, in ona igra malo dementno mamo od tega glavnega junaka in ona skozi to poje. No, in smo to sceno snemali, zraven v te drugi kafani so imeli pohcet, in producent tega ni vedel,
In tam, če so ohcet proslavljali, mi nismo mogli snemati, ker se je slišalo vse, ne. In pa je šla Milena, ki je rekla, poslušajte, zdaj dajte pol ure mir, bomo mi pol ure snemali, pa bojo fanti 15-20 minut pripravili za drug kader, bom prišla k vam, bom malo plesala in tako smo šli cel dan. Iznajdljivost, ne? Ja. Da se. Seveda, nobeni pa ni rekel, da ne, ker ona je persona, ne. Za kakšen projekt gre pa zdaj? To se pravi srbsko-grški film? A to, ko grem zdaj? Ja. Ja, nič, to smo pa lani smo snemali v Novom Sadi, 15 snemalnih dni, zdaj gremo pa 1. aprila, gremo pa v Grčijo, imamo pa še 10 snemalnih dni. Je pa to zanimivo, recimo, kako sem prišel do tega projekta. Eden, ki dela v produkciji ta film Ljubavi ostali zločini, to je bilo 12-13 let nazaj, je isto v tej produkciji, ki zdaj delamo, Senoviti Mediteran, se imenuje film. Oni mogli to že predlani snemati, pa jim je korona podrla plane in je šel snemalec v Moskvo delati za en let neko veliko serijo in pa so se na mene spomnili, pa so me poklicali, no. In si padel noter. In sem padel noter, tako posrečno, mislim, vse to se dogaja, če en ne more, pa mora en drug, ne. Je pa zgodba ni tako vsakodnevna, ker je malo pravoslavne teme noter, pa znova rojstva Jezusa, tudi režiser je, tudi pisatelj, scenarist in tudi že dela zadnjih 7-8 let, prej je bil pedagog, mislim, Ivan Jovič je režiser, po poklicu je on psihiater za otroke s travmami in 7 let nazaj se je tega rekel, da je tako psihično težko to delati, ker je bil med vojno, pa pri nesrečah, pa povsod, pa je to pustil in začel knjige pisati in delati kratke dokumentarne filme tudi. To je njegov prvi celovečerni igrani film. Tako da pravoslavna tema, no? Ampak jaz sem si to nekako pol prevedel na vsakdanje življenje, pa vidim, da kar štimajo teh 10 zapovedi pa to. Aha, zanimivo, ne? Ja. Zdaj na fakulteti pa poučuješ, ne? Je zanimanje za tvoj predmet, ti poučuješ? Ja, več predmetov preučujem, ne? Jaz sem bil prej 10 let honorarni sodelavec, se pravi zunanji honorarni, pa je šel pa kolega Valentin Perko v penzijo, se je pa novo delovno mesto odprl, tako da sem zdaj že leto pa pol redno zaposlen na akademiji. Imamo super ekipco, nas je 5-6, tako da se lepo dopolnjujemo, pa fajn je, ker smo vsi čisto različni ljudje, no. In kakšni kadri gredo skozi tebe, zdaj ne vem, igralci, fotografi? Ne, jaz imam, v bistvu imam, mi imamo nekako, v prvem letniku imamo predavanje osnove kamere, kamera 1, kjer so režiserji, montažeri in snemalci. Ne pa igralci, ne? Igralcev ne, igralci so tudi, imajo druge predmete, ne. Pol imamo pa drugo, tretje in pa pol magisterij študij, pa čez dalje bolj specializiran, tako, ne. Tako da v prvem letniku imam še igralce, pa montažerje in snemalce, v drugem letniku imam še montažerje pa snemalce, 3., 4., 5. letnik imam pa sam snemalce. Se moraš tudi ti potem ves čas, ne, izobraževati, ja, takole, zdaj na začetku moraš malo bolj pozoren biti na te stvari, pa si moraš nekaj gradiva pripravljati. Pol, ko si pa že v laufanjih, pa dopolnjuješ v bistvu, no. Kaj daš stran, pa daš kaj novega. Tudi s lastnimi izkušnjami, ne? Absolutno, pa fajn je tu na festivalu hoditi, pa fajn je malo tehniko spremljati, pa take zadeve. Kako to, da si pripeljal skupaj z županom hrastniškim, ne, Markom Funklom, mislim, da je on bil pobudnik ta festival delavskega filma v Hrastnik. Zaradi te delavske tradicije, nenazadnje so bile tu že v času stare Jugoslavije stavke rudarjev, ne, industrijsko področje, ne. Ja, saj to je bilo že parkrat omenjeno, no, mene je v bistvu, ki Marko Funkl še ni bil župan, to je 10 let nazaj, ki je še to delal, on je po izobrazbi, mislim, da rusolog ali nekaj takega, ne. Pa zelo je bil aktiven pri teh
pravicah delavcev, proti prekarstvu in to. In 10 let nazaj smo se midva z vlakom peljala iz Ljubljane, pa je rekel Simon, bi bilo fajn, če bi imel festival delavskega filma naredil v Hrastniku. Ti si bil takrat še pekarni delavec, ne? Ja, itak. Takrat sem bil še pekarni delavec. Sem rekel, pa dajmo, ne? In pa je to 2-3, ki smo na vlaki o tem govorila, pa je to zamrl, pa je pa župan ratu in pa se je spet spomnil na to idejo in smo to pripravljali. Lani smo imeli prvo leto to. Bilo je zelo tako, ker noben ni vedel, koliko ljudi bo, ne. Nismo vedeli, ali bo na filmu 5 ljudi ali 50, ne. Zaradi korone, ne? Zaradi korone, pa nekaj novega je to bilo Hrastnik, ne. Pa glih korona je glih malo mirovala takrat, nismo vedeli, kako bo in jaz pridem prvi večer gor, sem rekel, zmagali smo, ne. Je bilo. Ki je bilo čist poln. Pa drug dan je bilo tudi in 3 dan tudi. In letos bo tudi? Ja, upam, da ja. Zdaj smo začeli pripravljati, nekaj filmov je od lani ostalo, nekaj se je novih pojavili. Zdaj finaliziramo. To je pa to mimogrede mednarodno, ne? To je mednarodno, ja. Lani je bila v fokusu Anglija, 3 filmi od Ken Loacha, je bil tudi povabljen, sam je rekel, da ne bo prišel, ne. Letos je pa država v fokusu je pa Češka republika. Tako da bomo to lepo naredili, če bo obisk fajn, bo super, mislim, da bo, no. To pa je? To je pa od četrtka do sobote na prehodu od junija do julija, mislim, da je četrtek 30.6., pa je pa sobota je pa 1.7. To bo javnost tudi obveščena, ne? Bo javnost obveščena. Se pa dogaja, filmi predvajajo v dvorani? Ali v tem muzeju? Filmi se predvajajo na 3 lokacijah rudarskih objektov, se pravi, ena je Vašhava, ena je, tam, ki so pač rudarji se tuširali, po šihti, ena je Machine House. Kjer je muzej uporništva? Ne, to je nad muzejem uporništva, v Machine House so mislim, da so bili kompresori za luft, zračevanje jam, ne? Ja, da so luft not furali. Tretja lokacija je pa v Rudniškem rovu, čisto spod, sam tja noter, lahko damo pa sam bolj kratke filme, ker če je človek uro pa pol 2 premier, na teh 10-11 stopinjah ni glih fajn, ne, pa vlaga je. Tako da tja noter grejo te kratki filmi, tako da si not recimo maksimalno 1 uro. Si pa, kot smo že prej v uvodu dejala, še vedno aktiven pri fotodruštvu Hrastnik. V Hrastniku deluje, oziroma na Dolu pri Hrastniku, v Hrastniški občini še eno fotodruštvo. Je bilo vedno to ločeno? Ne, ni bilo ločeno. Se tudi prej je bil sam Fotoklub Hrastnik, kamor so tudi lani hodili, oni so pa, mogoče si bom malo izmislil, recimo 10 let nazaj so naredili v okviru kulturno-umetniškega društva Svoboda Dol pri Hrastniku, so naredili sekcijo fotografov, ne. Sodelujemo, lepo sodelujemo, ni zdaj tukaj nič. Ja, seveda. Nikoga musta vmes pa to. Sodelujemo tudi zdaj, mi ponovadi predstavljamo v zdravstvenem domu Hrastnik, prejšnji teden smo podrli, so oni obesili. Tudi letos bomo v okviru festivala delavskega filma Kamerad naredili eno fotografsko razstavo na temo delavstva, to bo vseslovenska razstava in je tudi njihov član v žiriji, tako da lepo sodelujemo, včasih gremo na kafe skupaj, nekako Stanju piknik nas povabijo tudi, tako da ja. Simon, meni je zdaj kar včasih žal, ne, ko grem kakšen zasavski kraj, pa vidim, da kakšna hiša zginila, ne, kakšen pomemben objekt, pa si rečem, joj, pa sem bil tu, pa nisem to pofotografiral, ne. Da bi bil spomin, ne.
Ja, fotografija ni kar tako, ne? Absolutno, sploh v teh cajtih, včasih to po fotku, kot smo že omenili, pa si dal vsaj negativ, si dal noter arhiv, ne? Ja. Da imaš pa to na nekih diskih, 2, 3. Po se ti pa računalnik sesuje. Pa računalnik se ti sesuje ali pa se ti kaj naredi, ne? In to noben ne ve, kje imaš, pa noben ne ve, kakšne so kode in gre to lepo v smeti ali pa zbrišejo, pa rečejo, bomo dali nekaj drugega čez. Zato je spravno, fotografija mora biti na papirju, ne? Ja. Fotografija mora biti na papirju, tudi recimo v Hrastniku smo, ne vem, 7-8 let nazaj, Fotoklub Hrastnik smo izdali to knjigo Zasavska industrijska dediščina, ne? In, mislim, da smo 400 ali 500 primerkov natiskali in šele zdaj vidimo, kako to iz leta v let to dobiva na svojem pomenu, ne? Ja, seveda. Ker takrat smo fotografirali tele industrijske objekte po celem Zasavju in smo še zadnji vlak ujeli, ki so še bili objekti, ne? Simon, mi smo slovenski narod oziroma slovenski umetniki, fotografi oziroma kamermani, vsi tisti, ki nekako pripravljajo planiške dogodke, ne, ali pa tudi druge športne dogodke, kar cenjeni v svetu. Zelo, ne. Tudi marsikateri izum, ne, te slow motione, kako, ne, to je naše, ne. Ne vem, ampak so te ekipe, ki to delajo, so ekstremno cenjene, ne. Črt Škodlar mi padel, režiser, ne. Ja. So zelo cenjene, tudi vabijo jih na olimpijske igre in povsod drugod, ne. Tako mehno, ne, Slovenija, ne. Torej, nimamo samo dobre športnike, imamo tudi dobre snemalce, pa ne nazadnje tudi igralce, ne, pa režiserje, ne. Sej Marko Korn tudi na Poljskem uspel, ne. Ja, absolutno. Odlično, pa kakšen naš igralec tudi, ne. Pa ne, sej se kar razvija, no. Vse, ne. Na lepem koščku v Sloveniji živimo, zgleda, da smo bogato obdarjeni, ne. Znamo to ceniti. Mislim, da ja. Zdaj, če smo že v tej branži, moram povedati, da v Sloveniji se snemajo reklame za cel svet, ne. Nekaj časa smo to kar spremljali, da se na Hrvaškem, ne. Ja. Pa smo rekli, pri nas se pa ne. Zdaj pa se, tudi filmi, ne. Stvar je to, da Hrvaška je začela pred nami, par let pred nami, je začela uveljavljati povračilo davkov, kdor pride snemati na Hrvaško. In so šli, ne, ker če ti vložiš 1 milijon evrov, jih dobiš, ne vem, 200 jurjev nazaj. Igra prestolov, recimo, ne. Ja, in to so tak milijonski projekti. Pa Mamma Mia, mislim, da napisal, ne. Ja, Mamma Mia, Igra prestolov in tako naprej, ne. Mi smo to na 5 let za njimi naredili in zdaj to nekako se nam začenja obrestovati, no. S tem, da moramo vedeti, da Slovenija ima ta potencial, da ne vem, si na morju, čez uro in pol si pa že pri Triglavu, ne, in obratno. Na snegu, ne. Ja, to je ekstremno velik pomen za snemanje v bistvu, ne. Ker to druge niso navajeni, druge so navajeni samo 1000 kilometrov voziti, da kam prideš, ne. Tako da to je naš plus, ogromno reklam se dela za nekatere avte, za piva in tako. Hodi z tega sveta. Kar ne se še, ne? Ja, ker to, veš, hoteli zaslužijo, gostinci zaslužijo, spominki grejo, če kjer fajn prideš s familijo na počitnice, prevozniki služijo, obrtniki služijo, cateringi, vse, ne. To je vse cela veriga. Sam, da to korono preženemo, ne, in da, ne vem, da se vojna konča, ne, pa bo, ne. Itak, treba je ustvarjati, pa pozitivno misliti, pa glavno komunicirati, ne. Ja, predvsem komunicirati, ne. V vseh vidikih. S pogovorom pa z besedo se da marsikaj, ne. Tako. Več kot pa z orožjem, ne. Absolutno. Simon, hvala, ne, za vse, kar si povedal v tem res prelepem okolju nekdanje učilnice, ne, oziroma zdaj tu muzej, ne. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.